Na področju odpadkov je izjemno pomembno povezovanje strok, različnih dejavnosti, znanj in tudi izkušenj. Tako na primer odpadki iz kemijske industrije ali pa iz termoenergetskih objektov, levarn, jeklarn lahko predstavljajo odlično surovino za uporabo v gradbeništvu. Podobno velja tudi v primeru gradbenih odpadkov, ker tudi ti predstavljajo odlično surovino za uporabo v gradbeništvu. Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje in proizvede tudi velike količine gradbenih odpadkov. Ocenjujemo, da je njihova količina letno nastalih približno 1,5 milijona ton, kar je največ v skupini odpadkov. Žal jih pa veliko tudi konča na črnih odlagališčih, kar zelo obremenjuje okolje in naravo. Postopek čiščenja gradbenih odpadkov iz črnih odlagališč je zapleten. Glede na lokacijo črnega odlagališča in vrsto odloženih odpadkov je potrebno pristopiti k delu v večjih korakih. V prvem koraku je potrebno urediti dostope do črnega odlagališča in odstraniti vegetacijo. Sledi pomemben korak izločitve nevarnih odpadkov, kateremu sledi najpomembnejši korak, to je izločitev koristnih frakcij za nadaljnjo predelavo. Prestanek odpadkov, ki pa jih bo zagotovo malo, pa mora pristati na urejenem odlagališču odpadkov. Tu za mano je veliko območje v Tomačevem, ki je bilo še pred nekaj leti polno gradbenih odpadkov. Območje smo sanirali, odstranili skoraj 22.000 ton odpadkov in ga zaščitili pred nadaljnjim odlaganjem. V ta namen smo postavili velike skale, ki onemogočajo nadaljnje odlaganje. Odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, zemljišč, mol je seveda zelo velik finančni strošek, ki močno posega v sam proračun občine. Zato smo v letu 2007 ustanovili okoljski sklad, kamor se stekajo sredstva iz različnih virov in ki jih lahko uporabljamo za odstranjevanje starih bremen, ki ne le, da vplivajo na stanje okolja v mol, ampak hkrati tudi na zdravje ljudi. Po ustanovitvi okoljskega sklada smo se nedovoljenih odlagališč odpadkov lotili celovito. Odstranjevali smo predvsem gradbene in azbestne odpadke, ki prevladujejo, in v zadnjih 5 letih odstranili preko 80.000 ton gradbenih odpadkov in skoraj 600 ton azbestnih odpadkov. Na nivoju države ni enotnega sistema evidentiranja divjih odlagališč odpadkov, je pa po podatkih Ekologov brez meja in Ribiške zveze Slovenije evidentiranih več kot 10.000 črnih odlagališč odpadkov, na katerih se pretežno nahajajo gradbeni odpadki. Naše komunalno podjetje oskrbuje skoraj 24.000 prebivalcev v občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer. Prevzem gradbenih odpadkov imamo organiziran na način, da lahko občani na leto pripeljejo na naš zbirni center do 3500 kg brezplačno. Na leto tako v našem zbirnem centru zberemo 1000 ton gradbenih odpadkov. Takšen način zbiranja je učinkovit in funkcionalen, saj tako ne beležimo črnih odlagališč z gradbenimi odpadki v občini Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica. V naravi vidimo številna črna odlagališča. Jezimo se in rečemo, to je treba premestiti na komunalno deponijo. Narobe, ta črna odlagališča so rudniki. Rudniki surovin, ki jih gradbeništvo močno potrebuje. Direktiva Evropske unije in naši predpisi nam narekujejo, da je do leta 2020 potrebno predelati najmanj 70% gradbenih odpadkov, tudi tistih iz divjih odlagališč. Na divjih odlagališčih najdemo tako različne betone, opeko, strešnike, keramiko, les, včasih celo asfalt. Te materijale mi lahko predelamo na neki primerni drobilni napravi in iz odpadka dobimo gradbene proizvode, dobimo reciklirane agregate. Največkrat so tako ti končni gradbeni proizvodi, ti reciklirani agregati, drobljena opeka. Ta drobljena opeka je lahko nadomestek nekemu materialu iz kamnoloma, kjer je različne zrnavosti in ostroroba. Drug tipičen material, ki ga pridobimo, so mešane gradbene ruševine. Takole izgleda
beton Copeko. Je sicer malo nenavaden na pogled, ker je rdečkast, ampak to je edina razlika v pogledu trajnosti in funkcionalnosti takšnih betonov. Lahko rečemo, da so povsem primerljivi s tradicionalnimi betoni. Nov predlog okoljskega akcijskega načrta do leta 2050 predvideva, da bosta naša blaginja in družba temeljila na inovativnem krožnem gospodarstvu, kjer se ne bo nič zavrglo.